razpadu Italije je moj oče prišel domov, ki je bil italijanski vojak, kot jih je bilo že dosti, takrat. Potem je šel v partizane, kot vse to drugi. Eno potle je imel 7 turov po hrbtu, moja mama ga zdravila in je prosil komandanta, da bi mu dal enega za pomagati, ker je nosil vse materijale, te težki mitraljez in tako da je bilo vsega 80 kg za nositi. Pa je komandant mi rekel, tovariš, če ne moraš, se pa ustreli. In to je bilo njemu zelo hudo. In prve, ko je bilo, so prišli domov, kot vse te drugi. Tako je prišel tudi on domov. Pa so ga prišli iskati en večer, sem bila doma, Horne Škrlek so ga prišli iskati. Partizani. Mislim, da je bilo 27. oktobra 43. Za en dan, dva ne moram točno več, sem že pozabila. Čez dan smo imeli Nemce, so nas, kje so to, starši, kje so to. Ne smo nič vedeli. Strahovali so nas Nemci, strahovali so nas partizane. Pri mojih tetah gor in starni nonoti na Škrle. Tukaj gor, 500 metrov tukaj še naprej. No in se ga prišli iskati, je bila 11 ura po noči. In se prišli, kje imate sina? Mojemu starni nonoti. Je rekel, nimam sina, ima sam je včeraj. Pa so šli po podatke, so rekli, pa če čaj voza. Pa je prišel moj oče gor, tisti večer smo mi koruzo slačili, po domače rečeno, In pa so rekli, so ga vklenili z dratom, so mu zvezali roke zadaj, pa je moj oče že vedel, koliko je ura. Je prišel do mene, ko sem sedela tam, je rekel, Laura, Loreta, se ne vidva nikam več, se ne bova videla, nikdar več. In to mi je ostalo meni. Neverjetno, hodno. Je rekel, pozdravi mamo, ker ona je bila pa sestra, ki je imela dvojčke, in je šla pomagati pa gor na drugo vas. No in takrat pa ni bilo več. Pa so še mamo od 1. na 2. februarja, sem pa še maršil pod Nanos, ki je bila, pa sem pa šla domov, je bil en star stric, pri katerem smo bili na stanovanju. Sem rekla, kje je mama? Je rekel, šla na Škrle, gornje. Ma se mi zdaj čudno, ki je moj brat sam 2 leti, koliko je bil star, je jokal na postelji in to. Ma se rekla, ne mogoče. Ja, je pustila in je šla gor, Podrim gor. Je rekla, teta moja, je rekla, to je mama sploh. One so takoj vedle, koliko je ura, So pa še po njo in po 5 dni so imeli dol nek med Arsjene in Branica tam. In pa se ubile. 3 so bile, 3 ženske, ona in pa še drugi. To je bilo, vzeli so jo med 1. in 2. februarjem 44 in ubili so jo po 5 dni potem. So jo obsodili, da je bila zdajavka svoje domovine, ker ni bilo nobene zdajavstva, ni bilo nobene reči. Kot moj oče je bil v Italiji, ki je mogel biti, rajše bi bil doma z nami, ampak tako je bil, takrat je bilo pač tako, No in potle so me moje tete in strnono vzeli gor, Ubili so tudi brata od mojega očeta. Je imel 20 let, veste, kaj pomeni? Človek 20 let, star mlad, mulc. Kneneč, tudi ne zakrivo, ampak tako je bilo. Nažalost se je tako dogajalo takrat. So streli družine. In poleg, ker sem pa šla prvič iz Francije na dopust, ko smo prišli, ena gospa prišla iskati, je rekla, Laura, veš kaj, je rekla, ta gospa bi te rada videla. Ja, so rekla. Je rekla, zelo bolana bo umrla. To bi rekla, v redu. Sem šla k njej, pa mi je rekla, veš, Laura, je rekla, jaz nisem popolnoma nič kriva smrti, ni tvoje mame. Je rekla, še obratno, pred mojega moža sem poklekala, je rekla, Bog napravlja, da nas vas pusti žive, ker če ne bi te nas dal videti. Ne mi brata, jaz sem imela tako 7 let nekako. On je bil 5 let mlajši. Je rekla, če bi zdaj naredila, bi tudi vas dva ubili. Je rekla, če so starši, ki zakrivili, otroci so nedolžni pustiti. Hvala. In potem ona je umrla čez malo časa, pa se je umrla. In da vsi tisti, ki so vedeli, kje so, kam so jih zakopali, so vsi pomrli, razen še ne gospe. Ne povejo, ma tudi, če bi bilo ne vem kaj. Ne vem, kaj bi dala, bi vedela, ker so vsi umijek so zakopani, ne vemo kje. Vse sem rekla, kje bil napad, so Nemci napadli na Nano, tukaj gor v Nanos,
zunne, je bil moj oče gore, ne? Je prišel domov, je imel plašč, čisto sesekan od unga. Je ostal živ. Porucak, vojaški, čisto sesekan. Je prišel živ domov. Se reka, če bi ga takrat Nemce tam ubili, bi dos bil, hvala Bogu, na pokopališče. Tako je pa ne vemo, kje je, gospa. In potem sem se samo želela čisto ven iz tega države in z tega, se reka, da jih ne vidim več, da je sploh bom odkriti pojem. Meni je bilo samo zavanjati. In sem čakala, da sem imela 21 let, z 21 letom, bo sem moja moža spoznala že prej, ampak sem šla sama. Ker on je bil 2 leta v zapore, tukaj, ki je kad že to je čez in pa zaprijeli in so bile hude štorije. In potle sem šla sama. Mi uspelo, sem šla čez, sem bila 11 dni v Horice pri mojih sorodnikah, pa sem šla v prekomando v Cremono. V Cremoni sem bila 14 dni, tako nekako, se ni, ne vem več, no. In pa je pač moj mož in bi se rade dol poročili, pa jaz sem že dobila zdaj to Brindisi prekomando, ker je komisija Interpol delovala, ne? In tu vsak je pa so pod komisijo Interpol, ampak ženskam niso marali dati azila političnega, ne? In potle so poklicali mene, je bila moja vrsta, da zakaj sem prišla. Pa se reka, zaradi tega, ker so mi starši bili to poročita. Mater, brata odločita, nas so prehanjali. Celo zimo smo se hodili skrivati gor, treslo od mraza, vsega. Trpljenje vam ne moram povedati, gospa, katerega smo dali skozi. No, in potle so mi rekli, ja, so rekli, v Jugoslaviji je polnoletnost 18 let. Zakaj niste takrat zapustila Jugoslavijo, ne? Se rekla, ampak tukaj je 21. Kaj se vam ne zdi, da si mi zadosti dala skozi in pretrpela, kaj da bi me še zavrnili, da moha še v zapor, je se rekla. Jaz sem takoj dobila političen azil potle. Samo potle, jaz sem dobila za dol Brindisi in smo rekli, se ne dobiva več in sva šla skupaj potle za Francijo. Francija nas je lepo sprejela, moram reči, hvala Bogu, ne, in smo imeli zmer pa stike s slovenskimi duhovniki tam, so nam zelo pomagali in smo bili zmeraj, mislim, v dobrih odnosih in tudi prispevali za slovenski dom, tam obnavljali in vse smo. To je bilo, dokjer moj mož ne umrl potle. Vse grem še zmeraj, ma zmeraj ne, ker zmeraj teže grem, ne, ker je precej daleč. In moj mož je tudi pokopan na pokopališče, kjer imamo slovensko grobnico skupno. Jaz ne rečem, da sem imela tam živčni zlom, sem bila stara 25 let, Boris imel 3 leta in sem se vprašala, zakaj, ker mi je bilo lepo in ne res. In pa sem šla k enemu psihiatru, dolg časa in tu. Pa je rekel, me vprašala, blagona gospa, je rekla, ma kaj v družini ne gre prav? Se z možem ne razumem, zdaj sem nekaj specialno se razumem. In ne razumem, zakaj. In pa me vprašala, kakšna je bila moja mladost in to. No, in pa je rekla, enkrat je mogel priti vam gospa, je rekla, dobro, da je pa še zdaj. Je rekla, tu so vse posledice vaše mladosti. No, pa sem imela 1 leto zdravljenja, pa mi je šlo čisto dobro, na boljše. Pa sem dobila službo v psihiatrični bolnici, tako da je ven zdravnik, psihiatr ima toliko zlata duše, tak, človek rekel, dobrohoten, mislim, kako bi rekla, kako bi se tudi izjavila, človek. Je razumel, po človeško razumel, pa kvar ni bil res človek, moram reči. In kakšenkrat sem se malo slabo počutila, mož je bil dolgo leta bolan in tu, imel 4 infarkte. Tako da sem imela res težko življenje, no. Pa pravi, kaj mi je prav naspadlo, s 5 minut, tako, no. No, je pa šlo in tako, res moram reči. No, zdaj pa ja, tako mora jeti, ne. Voda, moja mladost, moje življenje. Sem živela pri mojih tetah in stalno nanotom, tam gor naprej. Oni so me vzeli. Hodil je bilo, ampak stukaj, tudi moj nana je izgubil svoje žene in bila stara 44 let, ko je umrla. 5 otrok.
In se nišenkrat ne poručil, ne reč, so se samo med sabo zravnali gor po domače rečeno, ne. In potem niso znali, ljubezni od matere niso dobili, ker ni bilo, ne. In potem oni niso znali dati tiste od bečokov otroka rabe, tista ljubezni, ja ni bilo. Tako da, zravnali so nas, hvala Bogu, mislim, so nam dali hrano in kar je bilo treba, ampak ravne ni bilo, no. Grozovito. To se ne da povedati. Sploh. Nisem mogla ne dihati, nisem imela besede, ni šla beseda iz mene ven. Ni bilo mogoče. Me kar zaprlo. Iskali smo, povsod smo iskali, kje bi dobili, kje so ga pokopali ali kaj. Tukaj eden je pritek dol povedati, da so ga videli mrtvega gor v Nevajte. Makar smo še ga ni bilo več. Kam so ga, smo pregledali vse. Saj je nas leta in leta, kako odkopavamo, kako ga iščemo, kako... Ni bilo mogoče ga dobiti. In še danes ne vemo, kje je. Ne vemo. Tisti, ko so vedeli, kam so ga deli, so umrli. Še din ena gospa je verjetno, to sem sigurna, da ona ve, ki je dol v Gorice, dol, ki še živa, mana bo povedala. Ona je bila, ona in ena druga so brata od mojega očeta na zvijačo spravili in spravili gor in pa so ga tam gor ubili. Hvala, kako je bilo. Na zvijačo ga spravili, ki je mlad fant, ne, in pa tam gor so ga ubili. Kaj je naredil 20 let trmorc, povedite? Več. Tudi moj oče, kaj je naredil? Prvi jatrah, ki je mogel biti v Italiji, takrat je bilo pač tako, se ni bil sam, so bili vsi dol tako. Boste videla, kaj so napisali notra, vse boste videla. Moja mama se je brala javka domovine, ona je šla na štab in rekla, jaz ga hočem videti, ali živega ali mrtvega, pokažite mi ga. Zadosti je bilo. So bili še njo. Sam zatran tega. Sam, ko ona je šla na ti štab, je rekla, jaz hočem videti živega ali mrtvega, pokažite mi ga. Ja, da je pri 13. karavlje in bahale, ne, tako on je bil mrtvo. Mi smo šli še s tretji večer, ko so ga ubili. So ga odpeljali od nas, je bilo ne pol noči, nekako mogoče še več, in pol je obejno uri, pa smo šli še, so ga ubili. Ja, gor prav blizu, zato smo iskali, pa kam smo dobili. In smo šli še s tretji. In ubil ga je prav domačin. Prav naš domačin tam, kjer smo ubili. Opodnano za dol. Na številki 110 je bila takrat. Baja. Tako je bilo vredno. Mamo so pa med Arsijelem, nisem pa bila doma, takrat, ko so mamo. Jaz sem bila na Škrveh, pa tete, gor in pa ostalo nonote. In so jo vzeli od 1. na 2. februarja 44 dan. Je bila sama z Evgenom. Njo so vzeli, Evgena so pustili. In pa le ubili so jo 5 dni za te. Vse piše, mislim, datum, kdaj so jo ubili točno noter, v te zapiska. Hudo je bilo, hudo je bilo. Smo hodili prosto enkrat drugi kraj in ni bilo pomoči. Vemo, kdo je podpisal smrtno obsodbo in vsi, ampak ja. Ona je bila babca, mislim, tako, no ne vem več, ko se je pisala, so že leta. In on je bil pa ta glavno od policije na motorih in tja, ona velika šla. Ne vem, nja napiše noter. In tu je žena njegova me takrat poklicala in je rekla, veš, Laura, ne sem popolnoma nič kriva smrti tvojih staršev. Je rekla, rojčna sem v življenje vam dvema. Žena od tega, ki je on pisal smrtno obsodbo moje name. Takrat so se godile grozote, no, tako je bilo. Dosti pa na rožnicah je umrlo, ogromno dosti. In tako je bilo. Nisem pomislila na sirote. Hudo je bilo. Kako se čete počutka, nima sta nobenega. Nikaj, tako je.
je bilo treba prebresti vse to. Tako je bilo in se ne da nič pomagati. Edino stvar, kar bi rada vedela, je, kje so pokopani, da tisto prst zemlje lahko dali na blagoslovljen žerno, mislim. Na še dan. Rekli so mi, da je tam, tudi križ smo nesli. Ma tista gospa je rekla, veste, je rekla, ne popolnoma nečeč notre. Je rekla, živali so nosile noge, kosti, vse. Ma to je blizu Zrela, dol in Brenica, tam v enem kraju. Ena je niti bo znala ne bi izpovedati, pokazati, resnično da je, no. Dokler je prišel mi brat, tisti križ nesla in to, pa le vse sem šla, vsak leto sem šla. Na gre več, ne pomaga nič več. So bile tri, vse tri, da so rekli, da je ne grejo domov in so jih zad postreljali. Ena je bila iz Vipave, Deklevova so rekli. In ona pa ne vem, tri, vem, da so bile tri ženske skupaj, no. In ena, da je grozovito jokala, in to je bila moja mama, ki je pustila 2 otroka. Si vedela, kako pa. Pa ne vem. In to jih je takrat tam streljala. Zata vem, da je domačin, da je moj komandant enemu mlademu fantu dal veša streljati. Je rekel, jaz tega ne morem. Pa je rekel, tisti moj naš, smo bili sosed, je bil prav. No, kje pa je rekel, kje pa je, človek, pa je rekel nič. In pole jaz, veste, da sem ga večkrat videla in spojati, vse sem mu tudi odpustila in vse. Vsekrat, kar sem ga srečala, sem mu dala roko in ga pozdravila. Se reka, Bog odpusti mu. No, in enkrat sem še živela tukaj, sem ga nesla sanje domov, mislim, pod Boršta, in sem se ostavila, sva bila sama. Se reka, pošljušte stric Franca, se reka, povejte mi, kje je moj oče zakopan. Samo tu vas lepo prosim, se reka, pronično da. Jaz sem mislila, da se mu bo zmešalo, da ga je začela božati. To je tako začne norti, mirati, da je bilo nekaj hrod, da me je bilo mene strah, potle še nje. No, in pa sem mu dala še sadi, se reka, neste otrok na domov, se reka. In pa je vse bil nesrečen. Žensk, kćerka se mu je umorila. Žena, neč dobrega ni bilo, veste. Nažalost. Vse mi je rekel ta, moj psihiatar, kamor sem dela, je rekel, to imate vreča, je rekel, nosi ste in celo boste nide rešila. Vse se pozabi, se delam in vse, ampak ta polletnega, mislim, pred sabo ga še danes vidim, kako je prškneni, kako so odpeljali to in to narezala, to se ne da, absolutno. Za mama pa me ni bilo, ne. Točno oni vedeli, ga čaka, prav vedeli. Je rekel, Lavreta, se naredila ni ta več, je rekel, pozdrav mama. So bile hude čase, no. Zato sem se rešila lačin. In tudi pridem, manj je rada, prav odkrito vam povem, da ne pridem rada več. No ja, tako je. Vidite, še po tolikih letih se ne da pozabiti. So nas takoj vzeli tete. Tista noč jaz nisem spala tam dole, z moja mama sem bila že pri mojih tetah in se tam učiti, ne, glad tukaj. In ja, oni so se takoj, ker so videli, da jih ne več, so vzeli še vrata in smo bili pa njih skozi, ne. Oni so ne kmetijo in smo delali, ko je bilo treba, nekaj. Ampak jaz sem rekla. Jaz sem sam čakala, da grem. Od 22 leta sem bila gore. Sem imela 21 leta sem bila gore in sem šla čez, sem imela 21 let in 14 dni nekaj taca. Ušla. Sem imela srečo ti dan, so šle šola izpod nanoza na keksa
Sem se z njimi peljala avtobuse, tako da sem vedela, da grejo na keksa. Samo oni so šli dole Ajdovščini in vzeli vlak za jed. Jaz sem šla pa direkt dol v Gorico. Pa sem šla en človek in tam, ki sem ga poznala, se reka, povej mi, kot se najde že čez. Pa malo debelo me je gledal, je rekel, ma veš kaj, Laura, je rekel, če te bi pustili, beži tam, kamor se da s prepustnicami jed, je rekel, tam boš najde že šla. No in pole jaz me neč, grem kjer, reka, tovarš miličnik. Se reka, prosim, daj pride točno vlak iz Ajdovščine. Pogleda, ja. Je rekel, zakaj? Se reka, zato naša šola gre na keksa. In se reka, grem da jih sprejem, sem še eno pravilo tukaj. In se reka, zdaj grem jih sprejemamo na keksa, sem se zlagala. No, ja je rekel, če vas, je rekel, tukaj vas ne bi smel pesti, je rekel, ker teče meja, ne? Je rekel, zdaj, če res teče okrog, ne boste prišla. Pa me je pustil, je rekel, bežite, sam paste, ker so vojaki in meja teče, ne? Se reka, hvala lepa in nasvidenja. Pole je bilo malo vinkatku, jaz sem to skočila in sem se zaplela, so bili tiste klopce bodiča drata, veste? Jaz sem bila okrele. Jaz sem se zaplela v tiste bodeči drat, metra vsa. Ma so hitela ven, pa je bila na hiše proplice dole. Se reka, gospa, prosim, kako bi jaz prišla, da je v Gorica, ne? Sem imela pa sorodnike v Gorice. Ja, je reka, avtobus ima naprej, imate avtobus. A bom, se reka. Pa tle, je reka, ma počakajte, je reka, bo tudi jaz šla. Reka, gremo skupaj, je reka, jaz bi šla do Travnika, ne? Po Travnika naprej, vem kam jed. Nisem imela denarja za plačati avtobus, ne? Nisem imela nič. Pole mi reka, je ona mi plačala avtobus, ta gospa, do Travnika. Pa sem čakala dol, so želi žito. Ta družina, ne? Ona je bila sestrična od mojega očeta, Martuša. On je bil cerkovnik v veliki cerkvi v Gorice, ne v Stari Gorice. No in žena in sem imel pohnu otrok in tako. In pridem dol, se reka, stric sem šla, je rekel, si šla, je šel z živino in z vozom za nakladati. No se reka, so se, je rekel, žajnjejo. Se reka, kje še kakšen doma, je rekel, ja, je na punca, sem šla domov, prnik tam, mi dala še kosilo, pa sem šla žet, smo še želi cel popoldne na roke, srpom, in zvečer je reka, teta, ja, reka, zdaj te moram pa iti prijaviti, je reka, na policijo, je, kot ubežnika, ne? Se reka, v redu, gremo na policijo, so me tele držati noter na noč, je reka, ne? Je reka, jaz garantiram za njo, ona bo ostala pri meni. Je reka, moš in to, no, pa so me pustili, sem bila 11 dni prvi, pa sem dobila za to prekomando v Cremono, no, čakala še zmeraj moja moža, takrat je bil še fant, ne, ker pa poroči smo se v Franciji. No in pa je pač čez 3 tedne, pa je pač dol, in jaz, kjer smo bila skupaj par dni, in potle, jaz sem dobila za to prekomando v Brindisi, bi mogla jeti, on bi gostal v Cremoni, in se ne bi več ljubili. In pa smo, lik toliko smo imela denarja, da smo šli do Ventimiglia z vlakom. Da smo plačali vlak do Ventimiglia. Pa smo prišli v Ventimiglia, pa smo imeli tiste hora se narediti, ne, pa smo šli čez hora in hora. In od smo prišli pred tist prepad, kateri se je 47 v Slavnu bilo onda. No, pa smo prišli, ko smo mogli, no, na policijo v Nico. No in pole že tist večer so me peljali, ker so videli kakšno nogo imam, da sem imela čisto zatečeno. In v bolnici tist večer me niso obdržali, so mi dali nadkratke, sem razumela, nisem nič, kot so govorili francosko, jaz francoski ja nisem znala. Drug dan Jože je šel delati dokumente, ste slikani in tu, in mene so policija popakali in mene nikjer več. In v bolnici so me obdržali. On me išče po cenici, da kje sem? Noben sploh ne vedel. Je rekel, ja, iščem po cenici, ne vem, kje je rekel. No in pa smo bili pa dol, pa sem jaz pisala tudi bratran, tudi mojega očeta, ki v Ljubljani, da se nahajamo v Nici in kako je. Telehranično mi je poslal celo njegovo plačo. Veste, kaj to pomeni? Je rekel, pridite k meni v Lyon. No, pa smo prišli, jaz sem dan mesec pri njih, pa smo mu vse povrnili, sam je prece. No in Jože je šel prej, ker on je imel pa brata že v Parizu, ne? On je bil 14 dni dol.
In pa takrat za delo ni bil problem. Problem je bil, kje živeti. Smo živeli v tistih hotelih, manj so bile veznice, ki bi vi videli, kje smo živeli. Človek mlad, da vse skozi, ne? Dokjer se nismo pač upomagali, pa nam je gospodar dal eno majhno stanovanje, ker sem bila noseča za Borisa. Naprimer, to je bilo 6 leta. No, to je bilo že rešitev potle, ne. Smo se preselili noter in pa, ker je bil gore izrojen, sem šla po Silvata, smo dali Silvata Nereja na deželo, ker si sem bila v službi. V hotelih nisem smela imeti, ni bilo, ker takrat smo pleničke prali in nisem smela. Nič, popolnoma nič, veste, kaj pomeni nič. In tako je bilo nam potle, pa smo se pomagali počasi naprej. No ja, tako je. Človek sprejme, kar pride. Ker smo mi, Madela, naprej kamorkoli, gospodari so nas čakali na ulici, prik Mendela, a danes je pa vse drugo. No, jaz sem delala pa na psihiatrične bolnice, najprej sem bila za Sneželjko noter, sem delala sam po 4 ure na dispanzeri najprej, pa je bila bolnica tam in tam sem tudi na začetki po 6 ur in potem je rekla ta glavna, ima je rekla, naredite se francoske državljane, je rekla, in boste kot francoze lahko delala notre, mislim, no, pa smo se nosili francosko državljanstvo. No in pa sem pa začela delati po 8 ur in hvala Bogu, da imam danes mojo penzijo, če nje ne bi imela, veste. No, dobim vseh 1065, ker nisem imela za dosti let, ker enkrat, tu so dosti premenjavali, so bolnico dali pa ene drugi bolnici našo in tako naprej, so rekli, da nas je preveč noter, za v kuhinji, pa sem delala v kuhinji, to se mi zelo dopadlo. Rada delam, v kuhinji sem delala. Delati sem šla takoj v tovarno, mislim, tam so me pokazali, razumela nisem nič. Pa sem pa dobila, ko sem začela v eni tovarni, vsi potle delati električne materijale, šalterje in tako smo delali, ne? In je bila pa ena Italijanka, tako da sem se z njo pogovarjala italijansko, ker italijansko sem znala, vsaj v glavnem, no. In tako da sem hitro se naučila, pole pa tudi počasi francosko, no. Sam pole sem bila noseča, da sem čakala ta starša in tiste šef sestra me je zjel name, da on je, če da bi se rodila notra v tovarne, da ne se ostavim, sam jaz takrat nisem imela pravo recimo 6 let naprej in 8 po porodu, ne? Ker to morate že eno leto predelati, ne, da ste pravo do tega, ne? No in pa sem se ostavila 6 dni prej, ko sem šla roditi. No vsega se človek ne, sila kulalume se morate naučiti. Mene sram, me ni bilo to, vete, če sem kakšno narobe povedala, no so se posmejali in pa so me rekli, so me popravili, da kako moram reči to. Tako sem se naučila, nekaj. In zelo so bile pa dobre, moram reči, da so bile zelo dobre Francoze, v tem oziru so zelo pa pomogli. So nas lepo sprejeli, moram reči, da niso nas, kot danes sojejo, ker pridete v Rabci in to, da kaj hodijo, da še za nas ni dela in da ni, in take stvari. Ma takrat so pa bile zelo, zelo dobre, moram reči. Sem bila, da vam odkrito povem, da sem bila tepjena, sem bila stara 21 let in še fasala. Veste, kaj pomeni, tepen človek. Tako je bilo moje življenje. Tepjena, za vsaka rečko ne je bilo prav, tako si jih dobila po hrbe. Ma ja, tako je bilo, no. Ma jaz pravim, Bog nam odpusti, mi moramo tudi odpustiti, nikaj, tako je.